Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o aktualni tematiki, ki pa je mnoge zanimala še pred tem, da je postala aktualna. Govorimo o šolanju doma. Ali je to korak naprej, ali je to korak nazaj, ali je to pač neki shod v sili, zato da se izognemo pritiskom, ki se trenutno vršijo na vse učence. No, o tem bomo danes govorili. V moji družbi pa direktorica Zavoda ŠND. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Najprej hvaležna sem danes za vse zelo praktične nasvete, ki bodo tudi podani našim gledalcem. Za sam začetek, šolanje doma, pa šolanje doma nadaljavo, se pravi to, kar smo izkušali recimo v času epidemije, pandemije, plandemije, kakorkoli jo imenujemo, to ni isto, a ne? Ne. To sta dva popolnoma različna procesa. Zdaj, da bi bilo kar čim bolj jasno to ponazorim, v bistvu te razlike, kakšne so razlike med njima, bi rada najprej povedala, kako si mi ljudje predstavljamo učenje nasploh. Se pravi, mi si nekako učenje predstavljamo, da se vrši znotraj šole, se pravi neke stavbe, znotraj enega razreda, v katerem sedi 20 do 30 učencev, potem je učiteljica pred tablo in ona razlaga. Zdaj, pri šolanju na domu je to v bistvu zelo drugače, ne? Prvič, sam kraj, kjer učenje poteka, ni recimo samo naša dnevna soba, tudi tam se lahko učimo, lahko se pa učimo recimo zunaj, ali pa se učimo v gozdu, v naravi, izpeljemo učno uro v muzeju, v kakšni galeriji ali v kakšni drugi kulturni ustanovi. To se pravi, že sam kraj učenja je drugačen. Se pravi, zelo dinamičen. Zelo dinamično, Če si pa na potovanju, pa na potovanju. Tako, ja, absolutno. Ali pa izleti, recimo, ne? Potem tudi poučevanje je precej drugačno, ker jaz recimo nikoli ne stojim pred tablo in poučujem, sploh nimamo table, no, itak, in poučujem pač svoje otroke na tak način, frontalno, ne. Tudi poučevanje je veliko bolj dinamično. Recimo sedimo na tleh, če smo doma, ali pa smo zunaj v gibanju. Tako da to sta popolnoma dva drugačna procesa učenja, ne. In zdaj, če se vrnemo na izhodiščno temo, to se pravi šolanje nadaljavo in šolanje na domu, pa v primeru šolanja nadaljavo v bistvu šolo prenesemo v domačo dnevno sobo, ne. In v bistvu se otrok pač sedi za svojo mizo sicer, a ne, ampak je ta učni proces voden s strani učitelja in šole. In starši nimamo tudi, oziroma niso imeli nobene velike vloge pri poučevanju otrok, ampak je to vse bilo nekako vodeno strani učitelja, ne. Medtem ko pri šolanju na domu pa v bistvu niti nimamo toliko se pravi kontakta z učitelji, da bi bili oni res vpleteni v naš učni proces. Samo tako recimo za kakšno pomoč. Občasno, zelo občasno. Tako, to je ta velika razlika, no. Okej. Ali je tukaj potrebno razumeti, da je šolanje na domu korak nazaj ali korak naprej? V tem smislu, vsi rečejo, tehnologija gre naprej, vse gre naprej, pustimo to, da je šolski sistem že ves čas isti, a ne, in da je bil v osnovi narejen v času industrializacije, kjer so dejansko rabili čim več delavcev, ki so znali dobro slediti navodilom, a ne. Pustimo zdaj popolnoma to. A je to korak naprej, a je to korak nazaj? Jaz mislim, da je korak naprej. To pa zato, ker nam ravno omogoča, da znotraj šolanja na domu izvajamo drugačne prakse učenja, ki je bolj učinkovito, kvaliteta znanja je višja in še v bistvu znotraj šolanja na domu lahko otroka postavimo v središče njegovega lastnega učnega procesa. In to se meni zdi najbolj pomembno, ravno zato, ker je otrok tisti, se pravi, tekom učenja otrok razvija svojo identiteto. On razvija svojo lastno identiteto. In učenje, tako kakor se odvija način, po katerem, ali pa kako se odvija to učenje, zelo vpliva na otrokov splošni razvoj, ne. In tukaj recimo je en velik korak naprej.
to, ne? Ker v šolah recimo je pa v ospredju učna snov namesto otroka. Ne? V šolah je pomembno, kdaj se bo otrok nekaj naučil, kaj se bo naučil, a bo dosegel učni cilj, a bo dosegel standarde znanja, a bo naredil teste pozitivno. Ne? Nihče se pa ne vpraša, kdo pa je otrok, kako se pa uči otrok, na kakšen način on sploh dojema svet. Neki otroci so si zelo različni. Potem, a je otrok v določenem trenutku pripravljen, da razvije neko miselno sposobnost ali pa da usvoji neko učno snov. Ne? Se pravi, ni fora toliko učne snovi, fora je proces, ki izgrajuje otrokovo osebnost za cel life. Ja, tako. Okay. Zdaj, če naredim jaz korak tukaj nazaj. Recimo v moji vasi je kar nekaj mamic, ki so izjemno obremenjene s tem, kaj se dogaja njihovim otrokom v šoli. V smislu tega, da se tudi, ne vem, učitelji zaradi pritiskov znajdejo v situaciji, kjer verjetno ne odreagirajo najbolj za učenca in je potem tukaj kreganje in prepiranje in ne vem kaj še vse in tako naprej. In to so ljudje, ki imajo seveda službe in pol popoldan še nadzorujejo svoje otroke, ali delajo naloge, ali delajo ali so se pripravili in jih tam terajo po domače povedano, zdaj pet pa tis, zdaj pet pa tis, zdaj pet pa tis. Ampak šolanje na domu, smo rekli, je pa popolnoma drug koncept. A je to bolj primerno za starše, ki so, ne vem, mogoče podjetniki, pa delajo od doma že v osnovi, ali lahko to furajo po domač povedan tudi starši, ki imajo sicer neko službo, za katero morajo zjutraj vstati med delovnikom nekam iti in priti popoldan domov? Ja. Jaz v bistvu težko sodim, za koga je to najbolj primerno, ne? Ker vsaka družina ima svojo dinamiko in v bistvu se šolanje na domu pol izpelje na podlagi te dinamike potreb družine. Ne? A je to tvoja služba potem? Si pač zraven še učitelj? Lahko tudi to tako dojemaš. A ne? Imamo starše, ki večina jih je v bistvu samostojnih podjetnikov, ne? In imajo fleksibilen delovni urnik oziroma imajo polovični delovni urnik. So pa tudi primeri, ko sta starša oba dva zaposlena, pa se otroci lahko šolajo, se šolajo na domu. Samo tukaj spet odvisno tudi od otroka, kakšen je. Ta otrok mora imeti sam po sebi neko disciplino, ne? Mora biti v bistvu sposoben, da sam vodi svoj učni proces. Da ne rabi nikogar, ne rabi starša, ki bi mu povedal, to naredi, ono naredi, ali pa danes moraš tako narediti. Se pravi, da mora biti dosti samoiniciativno v osnovi. Ja, tako. Okay. Ja. Zdaj, če pogledamo, vidimo, da se lahko pri sami situaciji fokusiramo na veliko različnih stvari. Lahko se fokusiramo na institucijo, ki je dejansko pomemben, da sam učni proces naredi. Lahko se fokusiramo na otroka, se pravi, kaj je za otroka v redu. Lahko se tudi fokusiramo na starše, v smislu, kaj je za starša v redu. Za starše je ziher prikladno tudi na neki točki, da ga pač zjutraj odda v šolo, on je v šoli, on je v službi, nima slabe vesti, da on zdaj bluzi sam doma, na nek način, ali pa da mu mora iskati za ta čas varstvo. Kako je dejansko s tem? Ker to se začne že zelo zgodaj, recimo pri tem, da ne vem, v Ameriki po 3 mesecih grejo delati že, v Sloveniji po 1 letu, medtem ko vemo, da znanstvene raziskave kažejo, da pred 3. letom ne bi bilo optimalno za otroka, da gre v vrtec. Absolutno, ja. Ampak kaj je za otroka dobro? Ponavadi slišim, že tako poslušam, jaz sama pri sebi, ker hčerke še nisem dala v vrtec. Kaj pa socializacija? Socializacijo pa rabi stike. Kako je s tem? Socializacija je v bistvu en tako zelo širok proces, ki ga mi narobe razumemo. In dostikrat se zgodi, da mi socializacijo celo enačimo z druženjem z sovrstniki. In mislimo, da ko bomo dali otroka v vrtec ali šolo, da se bo otrok kar magično socializiral. Ampak v bistvu ni tako. Zdaj, da ne bom preveč šla na široko, ker to je res široka tema. Tisto, kar otrok najbolj rabi pri socializaciji, so starši oziroma zreli odrasli. Ker v prvi vrsti se otrok socializira tako, da posnema starše.
oziroma druge zrele odrasle, ne? Na tiste, na katere je navezan. Ker vemo, ne, vsak otrok ima naravno potrebo, da se naveže na svojega starša, ne? In starš mu je potem referenčna točka. A ne? In v bistvu, če se otrok znajde v kakšni neznani situaciji, bo šel naprej k mamici, ati vprašati, hej, a mi lahko pomagaš, a me lahko usmeriš. In to je tudi za socializacijo. Popolnoma isto se dogaja v socializaciji. Ne? To se pravi, najprej starši smo tisti, da se otrok nauči nekih osnovnih, enostavnih vzorcev obnašanja, recimo, kako se vljudno obnašaš, da pozdraviš mimoidoče, da ne mečeš papirčkov po tleh, recimo, ne? Potem, ko se pa začnejo razvijati kognitivne sposobnosti malo bolj pospešeno, a ne, že od začetka se to razvija, ne? Ampak recimo pri vstopu v šolo se to začne malo bolj pospešeno razvijati, a ne? In takrat se začnejo tudi razvijati te bolj, ko se temu reče, kompleksne socialne veščine, ne? Ker socialne veščine niso mačji kašelj, a ne? In večina ljudi sploh ne ve, katere so socialne veščine, ampak imamo enostavne in imamo kompleksne. To enostavno sem že povedala, je pač vljudno pozdravljanje, recimo. Kakšna bolj kompleksna je pa recimo, da znaš ti obvladovati svoja čustva, da znaš primerno komunicirati z drugimi, da si družbeno ozaveščen, recimo, a ne, da razvijaš spoštovanje. Vse to je podlaga, vsega tega je psihološki proces. Okay. Ja. Kje je tukaj potreba po druženju z vrstniki? Jaz jo vidim v tem, da to, kar se otroci naučijo pri starših in to, kar razvijajo tekom psihološkega zorenja, potem na nek način vadijo in pilijo v vrstniški skupini. Malo preizkušajo, malo modificirajo. Ampak kje pa dobijo, če ti šolaš otroka na domu, kje torej dobijo to vrstniško skupino v tem smislu? Ja. Kaj potem kompenziraš malo s tem, da ga daš na kakšne krožke, na ta način? Na ta način, ja. V bistvu smo se ravno zaradi tega izziva, ker to je lahko izziv šolanja na domu, smo se starši v času pred korono srečevali, dobivali smo se redno, imeli smo delavnice za otroke, imeli smo poučne skupne izlete, druženja nasploh, ne? Tako so potem otroci dobili te priložnosti za druženje. Po drugi strani se pa tudi družine, ki šolamo na domu, se v bistvu najdemo tiste, ki se po domače povedamo štekamo, a ne? In potem otroci tudi na tak način dobijo te svoje vrstnike, kar je v bistvu še bolj omogoča bolj kvalitetno socializacijo, ker se tudi odnosi lahko poglabljajo, a ne? Ker te odnosi, ki jih otroci imajo v velikih skupinah, so površinski, a ne? Ne razvijajo se pa neke take malo bolj globje vezi med njimi, a ne? Oziroma, saj tudi tam vidimo, da se začnejo grupacije, a ne? Pač. Okay. Ampak otrok ne rabi na nek način tudi tega, da ga nekdo kdaj grdo pogleda, da ga zmerja, da se spozna na nek način. Ker nekateri bi rekli, lej, šolanje na domu, pa pol s tistimi parimi, pa tako naprej, to je zavijanje otroka v vato. Ja, lahko bi rekli. Svet je krut. Nekateri, ja. A je to zavijanje v vrato, ali kako? Tudi znotraj teh skupin šolarjev na domu se te stvari dogajajo. Ne? Se ni samo vse smejanje, pa sreča in ne vem kaj, ne? Pa prijaznost. Tudi to se tam dogaja. Ne? Ampak stvar je v tem, ta koncept zavijanja v vato. Ne? Tukaj ne gre za zavijanje za vato, ampak gre za večje upoštevanje otrokovega psihološkega razvoja. Ker ko ti otroka daš z enim letom v vrtec, je to tako, kot da bi ga vrgel sred oceana in rekel, zdaj pa plavej. Ker z čustvenega vidika je otrok tej situaciji, s katero je soočen v vrtcu, ni zrel, ni kos. In potem se to v njem v bistvu nalagajo ali pa vzpostavljajo neki taki preživetveni mehanizmi. In mi mislimo, da je pač vse v redu, se je navadil, a ne? Ampak v bistvu je otrok vzpostavil znotraj sebe neke preživetvene mehanizme. V tem zelo tako poglobljeno piše kanadski razvojni psiholog, dr. Gordon Neufeld, in to lahko tukaj zdaj omenim, ker smo ravno dobili prevod njegove knjige Hold on to your kids. Ne vem, kako je bilo prevedeno v slovenščino. Za to knjigo sem pa slišala, Hold on to your kids. Yes. Dobro. Tako da to res priporočam. On vse te procese, tudi socializacijo,
razvoj otroka, pa razvoj identitete, otrokove identitete, to on vse fantastično, jasno opiše v tej svoji knjigi. Tako da jaz res vsem priporočam. Odlično. Se pravi, slovenski prevod obstaja? Imamo, ja. Odlično. Katera založba jo je izdala? Vem, da so to delali v Family Labu. Odlično. Ne vem točno, katera založba zdaj. Krasno, krasno. Hvala za to informacijo. Torej, danes govoriva o šolanju na domu. Zdaj od ljudi, ki jih poznam, ki tudi otroke šolajo na domu, sem slišala, da tak prvih 5 razredov je mačji kašelj, potem pa postane zadeva malo bolj napeta. V tem smislu, da tudi v Sloveniji ni to najbolj pripravljeno oziroma ni najbolj fair za otroke, ki se... Kaj se dejansko dogaja? Se pravi, prvih 5 razredov to starš brez problema? Večinoma ni problemov, ker je snov pač precej nezahtevno. Pa samo, se pravi, v prvi triadi so samo 2 izpita, v drugi triadi so 3 izpiti. Slovenščina, matematika, potem pa slovenščina, matematika in angleščina. Potem se pa začnejo, ko otrok vstopi v 3. triado, 6. razred so tudi samo 3 izpiti, v 3. triadi pa ta številka kar poskoči na 9 izpitov. Na 9 izpitov? Na 9 izpitov, ja. In to mora otrok opraviti v roku 1 meseca in pol. 9 izpitov v 1 mesecu in pol? Ja. To se pravi, imaš v bistvu vsak teden izpit, kakšen teden celo 2 izpita, ne? Ja. Okej. A je možno potem tak narediti, da prve 2 triade si sam pogadaš pa v šolo? Ja, absolutno. Vsako leto, ker v bistvu vlogo, da boš šolal na domu, moraš itak tako vdajati vsako leto v šolo, na katero je otrok vpisan. Tako da lahko potem v 3. triadi pač gre otrok normalno v šolo. To se tudi dogaja, ja. Tako da... Pa ne bo potem doživel šok kulturni? Mislim, jaz to tako vidim, da v bistvu, ko imaš ti otroka doma, recimo teh 6 let, ga spremljaš na popolnoma drugačen način in šolarji na domu dejansko so bolj, kako naj temu rečem, čustveno zreli? Ja, tako bolj čutijo sebe. In to tudi kažejo, na to kažejo tudi tuje znanstvene raziskave, ker pri nas je teh izkušenj bolj malo, ker šolanje na domu je malo. Letos sicer je številka poskočila, ampak še vedno v primerjavi z skoraj 200,000 vseh osnovnošolcev je 1613 otrok v bistvu zelo malo. Tako da teh izkušenj nimamo, oziroma zelo malo, so pa tuje izkušnje, so pa pozitivne in otroci nimajo teh težav. In jaz to razumem, če pogledam to psihološko teorijo, mi je popolnoma jasno, zakaj nimajo težav. Ravno danes sem brala članek, pravzaprav intervju z dr. Manfred Špricom, ki je dejansko govoril o tem, da odkar je tehnologija vstopila tudi v šolski sistem, v smislu uporabe računalnika in tako naprej, da to ni dobro delovalo za otroke, da imajo manjši spen pozornosti in da je kup takih in drugačnih zadev. Se pravi, če otroka šolaš na domu, koliko je potem tehnologija prisotna ali pa ni prisotna? Je to potem čist stvar starša? Čist stvar starša. Rabi ne, ker recimo v šoli zdaj se temu ne moreš izogniti. Ne v šolanju na domu, če nočeš imeti tehnologije, ti je ni treba uporabljati. Ti si v bistvu kot starš si znotraj šolanja na domu popolnoma svoboden v načinu, kar se tiče načina poučevanja. Moraš upoštevati učne cilje in standarde znanja. Kako to v praksi dejansko zgleda? Zaradi tega, ker kako zgleda recimo dan enega, ne vem, učenca, ki bi bil sicer v 5. razredu in mame. Kdo je z njemu dopoldan? Kaj pravzaprav počne med tem, ko so njegovi vrstniki v šoli? Ker verjetno to ne zgleda tako, da rečeš, vsak dan ob 8 začnemo poučevati, najprej imamo matematiko, ker je bilo omenjeno, da je zelo dinamično. Se pravi, ne vem, gremo v gozd in dajmo še narediti matematiko, pa dajmo šteti storže, pa take zadeve. Ja, približno na tak način. Sicer je malo odvisno spet od družine, če so strukturirane družine, so navajene strukture, bojo imele to strukturo. Si bojo dali ob 10, recimo, ne začnemo ob 7, ampak ob 10, recimo. Zakaj pa ob 10? A je tukaj zadaj kakšna konkretna zadeva? Mislim,
šolanje na domu ti omogoča, da upoštevaš bioritem otroka. In skoraj noben otrok si ne želi začeti učiti ob 7 zjutraj. Imamo podatek, dr. Paul Kelly iz Oxfordske univerze, da ne bi on prišel do ugotovitve, da delo ali učenje pred 10. uro zjutraj, da izčrpa telo, se pravi, da ni najbolj optimalno. Pridi sem ti. Ja, verjetno res. Jaz vidim pri mojih otrocih, recimo, noben se pred 8 ne ostane, recimo, ne. Tako da šele po 8 uri pozajtrkujemo, potem pa jaz mojima fantoma dovolim, ker ta starejša je pač že v srednji šoli, in pač ima dovolim, da se najprej morata poskrbeti za naše živali, itak, potem pa, da se malo zdivjata, da se igrata, ker sta oba zelo igriva. Šele potem, ko vidim, da je v bistvu ta potreba po igri, da je zadovoljena, potem pa rečem, gremo se malo učiti. In vidim, da upoštevam tudi to učinkovitost otroka, ker tudi odrasli mi vidimo, da smo kakšne dneve ful učinkoviti, kakšne dneve pa nismo. Ampak, a ni to malo zmedeno za otroka? Kdaj si ti v bistvu starš njemu, kdaj si mu učitelj, pa tudi zmedeno v tem smislu strukture. Saj, ko pridejo v srednjo šolo, pa ne bojo mogli reči, danes se pa meni ne da, danes ne zadovoljujem svojega nivoja produktivnosti. Tukaj so zdaj dve stvari. To, da v bistvu, da se te vloge starša pa učitelja, da sta to nezdružljivi vlogi, je to zelo vezano na našo družbo, na naš način življenja in razmišljanja. Ker v bistvu v preteklosti je bilo šolanje na domu tista najbolj prvinska oblika vzgoje in izobraževanja, ker je bila tudi najbolj logična in najbolj spontana. Pač otroci so se učili od staršev in drugih bližnjih. Tako da starši smo bili od nekdaj učitelji. In šele, ko se je uveljavil ta javni šolski sistem, se je začelo tudi to, ta ločnica med vzgojo in izobraževanjem bolj ostro rezati. Ampak, poglejte, še zdaj imamo težave s tem. Saj ne vemo, kje se pa začne, zdaj govorim tukaj v povezavi s šolo, ko se učitelji pritožujejo, da starši ne vzgajamo dobro svojih otrok. Ampak ta ločnica, kje se začne vzgoja in kje se začne izobraževanje, ni jasno določena. Ker je tudi ni. Ker ko ti vzgajaš, izobražuješ in ko izobražuješ, vzgajaš. To je ena stvar. Tako da mi starši smo lahko učitelji brez problema. Druga je pa tisto, da se mi ne bo dal, da otrok je navajen. Ampak vsak otrok, ki mu ti pustiš, da izgrajuje svojo identiteto, bo on najdel nek svoj notranji red. In za nekoga, ki otroka ne pozna, bo to mogoče lahko izgledalo kaotično, ampak ko ti poznaš svojega otroka, opažaš, da ima točno določen red. In zdaj recimo moja hčerka dela srednjo šolo, dela online v Angliji, vse v angleščini, prav za homeschoolerje. In disciplina na vrhuncu. Prvič zato, ker si je ona to izbrala, vse si jo sama preštudirala, vse predmete izbrala, prevzela odgovornost, disciplina na vrhuncu, rezultati več kot odlični. Mogoče se motim, ampak zdi se mi, če se tega lotiš z prepucanimi stvarmi v glavi, da imaš na koncu kot starš manj obremenjevanja, kakor imajo mogoče zdaj kakšne mame, ki se obremenjujejo z vsemi takimi in drugačnimi zadevami. Se pravi, ti je lahko to na nek način osvoboditev? Absolutno. Ne samo osvoboditev otroka, osvoboditev starša. Zato, ker, še posebej, to se je posebej pokazalo pri šolanju nadaljavo. Starši nimajo nadzora, pa to ne mislim nek tak nadzor, tak bolesten nadzor, da morajo za vse vedeti, kaj se dogaja, ampak oni nimajo nobene besede pri učnem procesu in to je vedno težko. Tukaj, ko si pa ti tisti, ki moraš urediti učno okolje, ki moraš nekako si narediti nek načrt, kako boš zdaj ti otroka pripeljal do teh standardov znanja, je v bistvu popolnoma drugače. To je popolnoma drugačna dinamika in ti kot starš imaš popolnoma drugo vlogo pri šolanju svojega otroka in zato se tudi drugače počutiš. Če povzamem včerajšnji pogovor s sosedo, ki je res že dolgo nisem videla, se reka, kje pa si ti, nič te ne vidim, ja, sem bolj noter.
Ja, kaj se pa dogaja? Ja, še od prejšnjega leta utrjujemo snov, ful se učimo, ful uno. Ja, pa se moraš imeti saj, da greš kaj ven, pa tako, ja, ne, nimam še od prejšnjega leta, ne, to imamo, zdaj bo matura, letos bo imela maturo in so res v takem položaju. Sem rekla, pa dej, oglas se kaj, pa tako, ja, veš, jaz že kar ne bom imela cajta, a ne? Prav začutila sem iz njene strani ujetost. Ja. Dobesedno ujetost in tak brezizhoden položaj. Nisem videla iskre v njej. In če pogledam recimo statistiko, pa pustimo antidepresive, ampak statistiko recimo izgorelih, dejansko že otrok, Ja. mogoče pa res šolanje na domu sploh ni nekaj tako nazadnjaškega, kot si morda predstavljamo na prvi pogled. Ja, se popolnoma strinjam. Zdaj pa še eno vprašanje. Angleščina, super mi gre. Ja. Slovenščina, fajn bi šlo vse, ampak pri matematiki, kaj narediš dejansko, ko vidiš, da nisi primeren za učenje enega predmeta, ker ti, ne vem, ne diši ali kakorkoli? Poiščeš pomoč. Okay. Ja, enostavno poiščeš pomoč. Jaz sem jo našla v moji sestri, jaz sem družboslovka, ona je naravoslovka in v bistvu ona otroke poučuje. Čeprav pri sinu zdaj, ko v 4. razredu sem jaz rekla, se bom naučila matematiko in grem lepo z njim postopoma. Ta starejša je ona poučevala matematiko, pa vse ostale naravoslovne predmete. Če pa ne najdeš nikogar znotraj družinskega kroga ali pa med prijatelji, ne pač greš, si poiščeš inštruktorja ali pa, ne vem. Jaz sem človek za skupnosti in sem človek za združevanje in sama pri sebi vem, da imam zelo rada svoje delo, ne bi se zdaj šla full time tega. Razmišljam v tej smeri, kakor dajmo se dobiti, starši, ki hočemo otroke dejansko šolati na domu, pa enkrat prevzame to vlogo, malo drugič drug. A se združujejo kaj na ta način? Je to neka praksa v Sloveniji? Jih je že tukaj dejansko? Ja, to smo tudi mi v bistvu prakticirali pred koronskimi časi in je v bistvu to tako, sliši se zelo lahko, ampak v bistvu zelo težko izpeljati. Ker v bistvu vsaka družina, pa vsak starš ima drugačne potrebe, pa vsak otrok ima drugačne potrebe in te individualne razlike pridejo zelo do izraza. In potem najdati nekoga, ali pa oziroma neko skupni način dela, ki bo ustrezal vsem. V tem smislu, kakor danes pridite meni, pa bom jaz z vami, pa jutri se gre k drugemu. Ja, če se družine štekajo, po domače rečeno, potem to lahko uspe. Če pa ne, pa te iniciative tudi lahko propadejo in nekaj jih je že propadalo. Pravzaprav, kolikor vem, je na ta način registriranih kot šolanje na domu kar nekaj zasebnih osnovnih šol. Kaj ne da? Ja, zdaj v preteklosti je bilo več. Potem je pa ministrstvo, se mi zdi, sprejelo ali zakon ali nek pravilnik, se ne vem točno, kakšna kategorija je, da so avtomatsko priznani pri nas programi, ki so priznani v tujini. In potem so vse te šole, ki so delovale na podlagi teh programov, so zdaj priznane. In ti otroci niso več šolari na domu. Je pa še nekaj takih iniciativ, recimo gozdna šola je taka, ki pa so še vedno pod uradno šolari na domu, v bistvu se pa šolajo po gozdni pedagogiki. Kje lahko starši dobimo več informacij, na koga se lahko obrnemo? Zagotovo je fajn imeti tudi koga, ki v vsakdanjem življenju živi to življenje. Kje, na koga se dejansko lahko obrnemo? Ker že sama vem, ko sem povedala doma, da jaz bom pa pač doma rodila, je bilo že to tako zelo drugače. Moraš imeti nek podporni sistem, poslušala sem podcaste in podobno. Kje za šolanje na domu dobiš tak socialno podporo? Ja, recimo na našem zavodu se trudimo za to podporo. To je zavod ŠND, šolanje na domu. Ja, se pravi, Zavod za razvoj šolanja na domu je polno ime, polni naziv, potem kratek je zavod ŠND. Mi nudimo učno pomoč staršem, v bistvu mentorstvo staršem, da staršem pomagamo, da poučujejo svoje otroke. Za 3. triado pa pač prav učno pomoč za šolarje, za učence. Drugače
Jaz sem tudi adminka te Facebook skupine Alternativne oblike izobraževanja in šolanje na domu. Tam veliko debatiramo v teh stvareh in starši si v bistvu tudi lahko medsebojno svetujejo. Potem pa obstaja pa še en kup drugih skupin, tudi na Facebooku, ki pa jaz v bistvu jih ne vodim in ne vem točno, kaj se v njih dogaja. Tako da Alternativne oblike izobraževanja in šolanje na domu. in šolanje na domu. Odlično. Hvala za vse te informacije, zelo smo hvaležni in evo takle en povzetek vseh teh zanimivih podatkov bomo tudi objavili na Gaja Akademiji, ki pa je platforma za bodoče oziroma frišne starše, ki bi želeli tudi kakšno podporo, da se fajn pripravijo na porod, pa da obvladajo vse tiste stvari, ki se dogajajo v prvem letu otrokovega življenja in seveda tudi naprej. gaja-akademija.si oziroma preko tega lahko dostopate kar preko platforme klepetobkavi.si. In vsem tistim mamam in očetom, ki se obremenjujejo s šolo, mogoče celo več kot učenci, dajte jim povedati za ta posnetek, dajte jim povedati za to možnost, naj malce raziščejo, mogoče začutijo, da je to tista prava smer, ki je usmerjena na učenca.